Danes v Pomurskem dnevniku. Za izvolitev predsednika še drugi krog. Požar uničil razgledni stolp. Višje cene goriva. Žutoplave premagale Olimpijo. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nedeljske volitve predsednika republike še niso prinesle končnega zmagovalca. Za izvolitev novega predsednika bo tako potreben še drugi krog. V njem se bosta 13. novembra pomerila Anže Logar, ki ga je podprlo 33,96% volivcev, in Nataša Pirc Musar, za katero je glasovalo 28%. V prvem krogu predsedniških volitev je bilo oddanih 860.575 veljavnih glasovnic. Po zadnjih neuradnih podatkih se je volitev udeležilo 51,06% volilnih upravičencev, z manj kot 47% pa je bila najslabša volilna udeležba v volilni enoti Ptuj, kamor spada tudi Pomurje. V vseh pomurskih volilnih okrajih je največ glasov zbral Anže Logar, ki je tudi na državnem nivoju zmagal skoraj 34% podporo. Drugouvrščena Nataša Pirc Musar pa je prejela 26,87% vseh glasov. Med 7 kandidati se je na 3. mesto uvrstil Milan Brglez, sledijo Vladimir Prebilič, Sabina Senčar, Janez Cigler Kralj in Miha Kordiš. Najuspešnejša kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar se bosta torej pomerila v drugem krogu volitev, dotedaj pa jo čaka še 3-tedenska kampanja. 5-letni mandat bo novo izvoljeni predsednik oziroma predsednica nastopil 23. decembra, saj se aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju mandat izteče dan prej. V zgodnjih jutranjih urah je do tal pogorel razgledni stolp na Sotinskem bregu. Vzrok požara zaenkrat še ni znan, a se domačini in občina sedaj sprašujejo, če je bil požar morda celo podtaknjen. Pa si poglejmo. Pomurski policisti so bili zjutraj ob 4:50 uri obveščeni, da gori razgledni stolp na Sotinskem bregu. Po do sedaj znanih informacijah je stolp pogorel v celoti, požar pa so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Sveti Jurij, Sotina, Rogašovci in Pertoča. Poleg razglednega stolpa, ki je pogorel do tal, je zgorel še koš za smeti in reklamni pano, je še poročala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na kraju požara se trenutno nahajajo le še policisti, ki opravljajo ogled kraja in ugotavljajo, zakaj je prišlo do požara. Kot nam je povedal Martin Ficko, predsednik gasilskega društva Rogašovci, točen vzrok požara še ni znan, preiskava pa še traja. A smo medtem slišali na prizorišču, da domačini menijo, da je bil požar podtaknjen. Na stolpu namreč ni bilo elektrike, v preteklosti pa naj bi že bile težave zaradi zvona na stolpu, ki ga je pred časom nekdo blokiral. Tudi na občini so nam povedali, da se je očitno nekdo lepo pozabaval, a da točnih informacij še nimajo in bo več znanega konec tedna. Potem, ko se je gorivo pred nekaj tedni končno nekoliko pocenilo, pa naj bi po napovedih že jutri prišlo do novih podražitev. Z jutrišnjim dnem, torej 25. oktobrom, se bosta znova spremenili ceni 95-oktanskega bencina in dizla. Kot kažejo napovedi, lahko pričakujemo precejšen skok, predvsem pri dizelskem gorivu. Cena za liter 95-oktanskega bencina naj bi se namreč iz trenutnih 1,41 evra dvignila na 1,45 evra, kar pomeni, da bo bencin dražji za približno 4 cente. Dizel pa naj bi se medtem podražil za skoraj 10 centov in sicer na 1,77 evra za liter. Od jutri naprej bomo tako predvidoma za polnjenje 50-litrskega rezervoarja morali odšteti kar dobre 4 evre več. Kot je še napovedala vlada, so ponovne podražitve posledica spreminjanja cen na mednarodnih trgih in vnovični slabitvi evra v primerjavi z dolarjem. Dizel se je tudi na mediteranskem trgu bolj podražil kot 95-oktanski bencin, rast pa je bila opazna že pred 2 tednoma, ko so se določale trenutne cene derivatov.
Nogometašice ŽNK Pomurja so se ta vikend v Fazaneriji pomerile proti ekipi Olimpije. Ženski derbi se je končal v prid žuto-plavih z rezultatom 2-1, kar je pomurskim nogometašicam doprineslo kar 8 točk prednosti. Ljubljanski načrt vsaj na prvem derbiju po selitvi Zlatka Gaborja v prestolnico ni uspel. Olimpija je v zanimivem spopadu še drugič v letošnji sezoni ostala brez točk. Pomurke so se kljub težki tekmi veselile podaljšanja zmagovalnega niza. Bila je trda igra, na koncu smo zdržale, zabile smo 2 zadetka in zasluženo zmagale. 9-kratne državne prvakinje so dobrih 10 minut pred koncem tekme sicer prejele zadetek se strani Olimpije, a jih to ni ustavilo. S trdo voljo in energijo so garale naprej in vknjižile 8. zmago, s katero zdaj zeleno-belim bežijo že za 8 točk prednosti. Treba je čestitati puncam, se pravi, odigrale so čvrsto, hrabro in mislim, da na koncu, če pogledamo vse skupaj, da smo nekako več imeli od igre nekih več zrelih situacij za dosego zadetka in mislim, da smo zasluženo zmagali. Kot pojasnijo igralke, je bila velika pomoč pri tako dobrem rezultatu tudi igra na domačem terenu ter podpora navijačev, katerih je bilo tokrat kar 900. Bilo je tudi dosti gledalcev, kar nam je tudi dalo ta dodatna krila, tako da mi smo ful veseli. Sigurno je neka stvar za punce igrati na tem stadionu, zadeve so čisto drugačne in sem prepričan, da to niti približno ni bila igra, ki jo one zmorejo, ampak danes je njihov dan in mislim, da so zasluženo zmagali. Podpora pa je že prihajala tudi s strani črno-belih, s katerimi je ŽNK Pomurje ravno pred derbijem sklenilo namero v sodelovanju. Mura nas je v zadnjem tednu res ful podpirala za ta derbi, bile smo dodatno motivirane zaradi tega, ful smo vesele, da se združujemo. Sobočanka, ki je bila v preteklosti ravno tako prestopna tarča Olimpije, a je ostala zvesta Pomurju, medtem prav tako ni skrivala, da je poletno dogajanje s prestopi v Ljubljano motivacija. A so Pomurke gledale predvsem nase, da odigrajo dobro tekmo in zmagajo. Pomembno je, da takšen tempo ohranijo tudi za prihodnje tekme. Ni samo Olimpija, moramo tudi v drugih tekmah odigrati dobro, ne smemo narediti kiksa in s tem tempom nadaljevati v sezone. Pomurke so zdaj sicer v prednosti, a jih čaka napet ritem. Z Olimpijo se bodo pomerile še 2-krat, prihaja pa tudi tekma proti Radomljam. Slavile pa niso samo žuto-plave. Na včerajšnji tekmi v Sežani so se 3. zaporedne zmage razveselili tudi nogometaši Mure. Mura je pretresla Tabor že po pičlih 20 minutah. Gregor Balažic je po podaji Cipota in Bobičanca z glavo zadel v kot, v 25 minuti pa so črno-beli z takujem nato poglobili vodstvo. Fantje so se odlično držali taktičnih zamisli, idej, katere smo pripravili čez teden in zato jim moram čestitati. Že 2 minuti zatem se je mreža v Sežani zatresla še tretjič, ko je možnost za zadetek izkoristil Amar Beganović. Vodstvo Mure pa je nato s hladnokrvnim strelom v bližnji kot povišal še Mihael Klepač. Hvala Daku za prvi gol, hvala Kovsu za drugi. Dobro mi je što se tiče mog samopouzdanja, da ga malo dobijem, ali najviše mi je bitno što se tiče ekipe, da sam ekipi tu pridonio nešto i pomogao. Po prvem polčasu so nasprotniki sklenili, da nastopijo agresivneje, a tudi to ni ustavilo črno-belih. Tekmo so tako do konca izpeljali brez dobljenega zadetka z rezultatom 4-0. Pa da, mislim, znali smo da će sigurno 10-15 minuta prvih oni nešto pokušati napraviti sa nekim dugim loptama ili nešto da će nas stisniti. Mi smo htjeli izaći hladne glave, da nastavimo kao i prvo poluvreme. Bilo je malo teže, ali eto, izvukli smo se i to je najbitnije. Mislim, da je to nekako normalno pri tem rezultatu, da težko vztrajaš, tudi domačini niso imeli kaj za izgubiti in so šli večji rizik z več igralcami, prihajali naprej.
ampak na koncu je pomembno, da smo zdržali, tudi da nismo prejeli zadetka in zato je zmaga še bolj sladka. Pri Taboru pa je bilo med tem vidno razočaranje in veliko praznih priložnosti. Mura je mogoče se pomaknila malo nazaj, mi smo se ustvarjali par lepih priložnosti, ki jih nismo izkoristili, tako da je na koncu že ostalo 4:0. Tekma proti Sežani je Muri sicer prinesla tretjo zaporedno zmago, a boja med tem še ni konec. Sobočane čaka kmalu še tekma proti Bravu ter ekipi iz Maribora. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričku namerili 20, v Radencih 18, v Murski Soboti in Lendavi pa 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, lahko pride tudi do neviht. Zapihal bo severni veter. Dež bo čez dan slabel in do večera povsod ponehal, najpozneje v južni Sloveniji. Od severa se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 12 do 14, dnevne pa okrog 22 stopinj Celzija. V sredo bo na vzhodu po večini sončno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Drugod bo sprva pretežno oblačno, popoldne se bo jasnilo. V četrtek bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj megla. Še naprej bo razmeroma toplo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 8 do 12, čez dan pa od 19 do 23 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.